Sedaj, ko je nekako občinski svet konstituiran in je ta formalni del zaključen, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki občinskega sveta občine Sevnica, iskreno pozdravljeni tukaj na tej prvi konstitutivni seji in na vseh ostalih, ki jih bo kar nekaj skozi mandat. S to konstitutivno sejo občinskega sveta pričenjamo ta mandat od leta 2022 do 2026 in celotno vodenje občine skupaj s krajevnimi skupnostmi, kar je veliko odgovornost do lokalnih skupnosti. Vsem izvoljenim na sedeže, tako v občinskem svetu kot na sedeže v svetih krajevnih skupnosti, še enkrat čestitam. Podeljen nam je bil mandat in izkazano zaupanje, kar je velika stvar, da bomo z zanosom delovali v lokalni skupnosti ter kot posamezniki in skupaj kot celota prispevali k pozitivnemu razvoju naše občine. Lokalne volitve vselej prinašajo spremembe, za katere velja, da so edina stalnica v življenju vsakega posameznika in celotne skupnosti. Verjamem, da smo vsi pripravljeni na nove izzive in na nove naloge, ki so pred nami. Verjamem tudi, da nas pri tem združujejo realne prioritete. Zagotovo imamo tudi vsi izoblikovan odnos do utečenih in urejenih stvari, ki se v lokalni skupnosti redkeje in počasneje spreminjajo. Za vsakodnevno življenje občank in občanov pa so zelo pomembne. To je stabilnost socialnega okolja v najširšem pomenu besede. Občina je odgovorna za številna področja in dejavnosti urejenega sistema delovanja skupnosti. Njene pristojnosti so opredeljene skozi pravice in dolžnosti, predvsem v kontekstu financiranja in skrbi za nemoteno delovanje. Kot predstavniki lokalne skupnosti se bomo srečevali z mnogimi vprašanji. Zelo pomembno je, da se bomo skupaj pripravljeni dogovarjati, usmerjati in oblikovati skupne cilje za razvoj bodoče. Pomembno je poudariti, da je razvoj ni omejen na eno leto ali na proračun, niti na en mandat. Pri našem delu se bomo srečevali z nalogami, ki so izključno v pristojnosti občine, ter z veliko izzivi, kjer je pristojnost in odgovornost deljena. Za ureditev teh področij je občina zelo zainteresirana, pri tem pa bo potrebno sodelovanje in usklajevanje, ne zgolj znotraj občinskega sveta, ampak sodelovanje z drugimi ravnmi, gospodarskimi družbami, institucijami na državni ravni, zavodi, podjetji, direkcijami, ministrstvi in vlado. Reševanje razvojnih izzivov je dolgoročno. Veliko je pripravljenih projektov in projektov izvajanja, ki potrebujejo usmerjeno realizacijo. Projekte spremljajo številni izzivi, pristop za uspešno reševanje pa je vključevanje vseh deležnikov. To so občani, podjetja in gospodarske družbe, ministrstva, nosilci urejanja prostora in številni drugi. Iskanje širšega konsenza pri zastavljenih ciljih je ključno za uspeh. V praksi to velikokrat pomeni tek na dolge proge, saj priprava na izvedbo projektov, postopki ter odločitve vedno terjajo svoj čas. Poleg dobro zastavljene časovnice so za uspeh posameznega projekta potrebni tudi finančni viri. Občinski proračun je veliko več kot zgolj prerazporejanje finančnih virov na različne projekte. Opredeljuje razvoj lokalne skupnosti in hkrati usmerja delo občine in povezanih inštitucij, javnih zavodov, podjetij, ki so vključeni v upravljanje javnih nalog. Naše skupno delo je opredeljeno s pristojnostmi, ciljno naravnanostjo in željo po napredku. Pri našem delu nam bodo zagon dajale razvojne prioritete. Razvojne prioritete so med nami nekoliko razlikujejo, vendar verjamem, da jih bomo skozi postopke usklajevanja in oblikovanja proračuna in načrta razvojnih programov uspešno uskladili in zaključili s potrditvijo obeh dokumentov. Pri delu nam bo okvir postavljala zakonodaja, ki smo jo dolžni spoštovati. Kot župan bom vrednoto spoštovanja zakonskih okvirjev upošteval dosledno in brezpogojno. Verjamem, da mi boste pri tem sledili vsi člani občinskega sveta. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki,
Želim vam uspešno delovanje v naslednjem 4-letnem obdobju. Naj nas združuje želja po skupnem napredku. Hvala in uspešno delo.